Dobro jutro. En komadič sem dal, ki mu je naslov I saved the world today. Naslov v prevodu pomeni rešil sem svet danes. To je zapela Eurythmics, so zapeli Eurythmics z Annie Lennox. Se počutim tako kaun, kaj je že bil. Brane Rončeli za odra, tak poznavalc glasbe, včasih sem od njega poslušal vse ko stari podki, tepo so ti podatki, ampak le mine nekaj časa, pa pol tudi jaz ne vem. Sam ne o jazzu pa ne vem, to bo jazzu je bil pa on, cel stručko. Nima veze, vsem očitno masteriziramo skozi veščine, skozi stvari, ki jih imamo radi, očitno masteriziramo vsak na svojem področju. Ne? Zdaj, a je to kakšno znanje, ki ga človek res rabi? Ja, pa ne. Mislim, Annie Lennox, pol je fajn, če še od nekaj slišiš, ker ona je bila naša. Ona je rekla, jaz sem rešila svet. Kako je, reši sebe in rešil boš svet. Pomagaj si in Bog ti bo pomagal. Pomagaj sebi in pomagal boš celotnemu človeštvu, za začetek sebi pa svoji okolici. Ne? In to je tisto, kar probam ves ta čas, kar se javno izpostavljam, dati naprej. Dajno, bodimo taki, ki smo. Dajmo, preletimo na tla, se obrnemo, ali imamo glavo v blatu, pa je situacija neizhodna, ali pač dvignemo glavo, zajamemo sapo, se obrnemo v krog in zagledamo zvezde. To čarovnijo in to mogočnost, magijo, jaz ne vem, kako lahko to imenujemo, pač to, kar je lepo. Ne? Je pa kaj ti bodo zvezde, kaj ti bom več, če ne znaš v zvezdah nič videti, če ne znaš v sončnem vzhodu nič videti, če jaz imam tlele ptičjo hišco pod oknom, pa gledam siničke, kako pridejo, tuf, in pol one tle tudi pojejo, valjda, ker so vesele, ne, in rad imam ptice, ful, ampak tam pa še nisem poznavalc, mi je kar žal, da ne poznam po petju večjega števila ptic, ker so čudovite. In če jim človek prisluhne, v bistvu ugotoviš, da one imajo že simfonijo in harmonijo in vse, kar je lepega v naravi. To ni cerkveni bim bam bom, pa promet v mestih za kozlat, ne. Mer je tisto, kar rabimo. In še enkrat, dajmo razumeti, da umiriti se ni stvar 15 minut, niti 3 dni. V mojem primeru je šlo za več mesecev, da sem se odjezil, oprostil, dojel, sprejel, da v bistvu sem dal sebe na prvo mesto in rekel, v tem svetu so stvari tako zelo narobe, da če sem sam na tem svetu, ki to vidim, sem pa sam. Pa nisem. Hvala Bogu smo se najdli že in plemenske piknike imamo in vse več in več nas je, ki se že nekako že po imenih poznamo, po obrazih se poznamo, ni nas malo, je pa res, da smo bili dobro razseljeni. To smo pa že vse obdelali. In ena izmed dobrih stvari je, da zna človek odstopiti od stvari, ki niso zdrave, ki niso v sozvočju, ki niso v harmoniji z lastnim biti. Ne? Saj smo hodili vsi v službe, pa vsi vemo, da te službe niso neka, pa jaz sem bil audio inženir, sem stvari imel rad, jaz sem delal muziko, koncerte, velike prireditve, velike. Slovenija ima talent, finale in vse s talenti, to je bilo pod mojimi rokami. Halo, velike stvari sem počel, Schengenfest, bil sem na koncertih za 10,000 ljudi, na koncertu s 100,000 ljudmi in tako. Res gromozanske stvari sem počel, ne. In ponosen sem bil na to, ampak mene ni bilo nič doma. Jaz sem vse rojstne dneve in vse piknike in vse zabave sem bil jaz na terenu, ker valjda cirkus dogaja za vikende, ne. Ta show business je show business, ki dela takrat, ko so pikniki, ne. In sem tako, mi je univerzum umaknil stvari, da sem kasneje tudi ne več bil povabljen, ker če sem 40krat rekel ne morem, pol me 41 tudi poklicali niso več, ne. Sej je logično in vse je okej, ampak tako, ne, kaj univerzum je za nas pripravil. No in ni to naše naravno stanje šibati sem in tja,
Ako, če potegnem črto, sem ponovno hvaležen vesolju, da me je odpeljalo tudi mnogo po svetu. Mnogo sveta sem imel priložnost videti, mnogo ljudi spoznati, mnogo kilometrov smo naredili skupaj ali pa sam. Tako da od Islandije, Rusije do Juge, do Izraela, do vse sort sem videl in vse to bilo brezplačno. Tako da bili so valjda tudi plusi v tej celi zgodbi. Mnogo je bilo pa odrekanja, familija me ni imela in ni čudno, da je razpadla. So tudi drugi še globi vzroki, zato nima veze, če bi bila linija prava, bi vse štimalo, če pa ni povezave prave, pa ne gre. A ne, predvsem že sami poli so kontra, nima veze. Tale je tudi krasna pesmica. I don't wanna talk about it. Ne, nočem govoriti o tem. Ja, o čem ne? Ja, o mojih notranjih, intimnih stvareh ne rabim nobenemu nič razlagati, predvsem pa zaznam predrznost človeka, ki gre v kaj notar. Koliko si zaslužil, pa koliko pa imaš ti od tega, koliko pa imaš ti naročnikov, kaj te briga, stari, ti za svojo rad skrb, jaz imam dovolj, da kruh kupam. Jaz vse, kar dobim, ne razmišljam, kako bom veja kupil, ampak boljšo opremo, da bom še boljši. Ne, to je bistvena razlika, ker jaz vse, kar mene izpolnjuje in spopolnjuje, imam tega toliko na lagru, vse ponotar, da ne rabim nič. To je tista norija, ki se je uspeh človeka meril z denarjem, ne, narobe, z imetjem, narobe. Povej mi, kdo si, pa ti bom pa povedal, koliko te spoštujem. Ne boš me spoštoval na osnovi tega nič, ne, ker jaz moje blagostanje in bogatstvo je, da sam upravljam s svojim časom, da sam razpolagam s svojimi tendencami, kaj bom in česa ne bom, a ne. In to je moje blagostanje, da se lahko telesu dam tisto, kar želi, pa je počitek ena izmed bolj pomembnih stvari, ki si ga mnogi ne morete privoščiti sred belega dneva. Ne? Jaz pa si ga in si ga vzamem in prav je tako, zaradi tega, ker telo moramo poslušati in poslušati moramo tudi misli, ki priletijo. In jih posortirati. Tiste, ki so negativne, niso naše. Stran z njimi, to je vse programing. Mi smo živeli v matrici težki, mentalni. Imam par slajdov pripravljenih, se nekako vse to poklopi skupaj. Skratka, odstop od tega sistema, od smeri, ki ne izpopolnjuje. Odstop je zmagoslavje. Čeprav je to kontra prepričanje v tem svetu in mi moramo se distancirati od toksičnih ljudi, odstopiti od njihovih prepričanj, od njihovih smernic. Torej, 10 prijateljev in zdaj pa vsi na fuzbal. Ne? 2 to ne paše, pa sta kar šla na ta fuzbal zaradi družbe, ne zaradi fuzbala, ker ga itak ni v redu. In bi mogla poslušati sebe pa reči, stari moj na fuzbal, ker pejte sami, ker bo pa piknik, gremo pa zraven, gremo pa skupaj. Ne? Ampak nismo tako delovali, nismo, kaj bi zdaj pa poseben, tako kot vsi ostali. Tako kot vsi ostali ne morem biti, ker nimam ideje o transgenderingu, se zastopimo, ni to kot vsi ostali. Ne? Ako se imajo za zaščitene. V Kaliforniji imajo zdaj gromozanski virus, je bila pedofilija, ne, se tega se zavedamo, no, zdaj v Kaliforniji pa že, ne, ali v Kanadi, sprejemajo zakon s smrtno kazen, smrtni penali za pedofile. In prav je tako. To ni spolna usmerjenost, ampak to je totalna izprijenost in genocid nad čistim človeškim, nemočnim življenjem otroka. Ja, smrtna kazen mora biti, ne pa da so pedofili izpuščeni iz zapora prej, kot tisti, ki je imel v žepu 10 gramov ganđe. Ne gre to tako. Ja, in sprememba smeri od tega znanega, splošno sprejemljivega družbenega je pot domov. Mef nam je zapel pesem. Dolga je cesta, dolga je pot domov, mnogo je poti, ki vodijo domov, še več je pa tistih, ki peljejo od doma stran,
ena druga pesem, pa se jo zdaj ne bom mogel se spomniti. Tako da beseda domov je v sebe noter in tam včasih srečamo stvari, ki bolijo, ne včasih, vsi smo mogli čez stvari, ki bolijo, torej predvsem spustiti, joj, pa toliko sem že v življenju naredil, zdaj moram pa vse spustiti. Ja, žal, naučil si se, 8 let si hodil na medicinsko fakulteto, se učiti o virologiji in zdaj ti teoretik Zarote Turšič reče, pa ni edini, da virusi ne obstajajo in zdaj valjda, to pa ne, pa nisem 8 let študiral džabe. Ja, si, ja. Nategnen si bil kazajc. Vsi smo bili našponani v laž in težko je zdaj to spustiti, ampak to je edina pot za naprej, je spustiti vse, kar je staro, vse, kar je, ne deluje. Stvari pred nami so mnogo lepše, mnogo boljše, mnogo bolj sofisticirane in tako, ne pa ta parna lokomotiva znanja, laži in prevare. No, in pot domov je nekaj, česar se mi ne smemo bati, oziroma moramo vedeti, da je doma notranji mir, biti doma, sam sabo pomerjen, sam sabo sprejet, z glasom in stasom, z dejanji, hibami in pomanjkljivostmi. Sprejet se moramo. Jaz recimo sem v zdravstvu delal, pa sem videl ljudi, ki so imeli recimo amputacija noge. Nekdo je sprejel, da je brez noge in je hitro okreval in je videl, da pač laufal, on maratona več ne bo, ampak so se pa odprle druge opcije, več je sede stvari počel, več jih je z glavo naredil in vse je okej. Je bil drug, ki je imel isto amputirano nogo in ta je obžaloval izgubo noge, ne vem koliko let in se ni pobral, on je v depresijo lezel, ne. Tako da tle not je vse, a ne, in sprejeti situacijo tako, kot je to. In tisti prvi primer je sprejel to kot lekcijo, torej spremembo smeri, a ne, tik tak se je zgodila, niti ne po želji, mar ne, jo je sprejel in živel polno življenje naprej. Polno življenje ni popolnost človeka, ampak popolno izživeti to, kar imaš v danem trenutku. Tudi v moji dani situaciji nekako me je vodilo, začni delati s tem, kjer si in s tem, kar imaš. Pa sem sam sebi rekel, kaj pa imam, sej nič nimam, ne. Ampak ne boste verjeli, od takrat pa do zdaj sem si sam en disk kupil, pa baterijo, pa par stvari, zato da lahko delam te stvari, ki jih pač počnem. Računalnik sem res že imel, muziko res že imam, telefon tudi že imam in mikrofon sem imel že doma, ne. Dobro, mikrofone pa šalkico sem tudi še dodal, ampak hočem reči, večji del stvari sem res že imel doma in ko sem skalkuliral, kaj je tisto, kaj jaz imam, so se stvari odprle. Pa ne bo pomote, imam tudi cekular, pa imam tudi ubodno žago, pa še kar nekaj orodja, s katerim bi lahko konec koncev v kuhne monteral, če bi hotel. Ali pa fugeral ploščice, tako kot sem jih pri Mihaeli, ne, naši, ki tekste piše, kraljica naša. Tako ima dobro kuhno, ne, mislim, dobre stvari iz te kuhne pridejo, kraljica. No, in ta domov ni lokacija, kjer živiš, domov je doma noter v sebi, notranji mir. In to pa nima veze z nobeno, z duhovnostjo. Kek si bil not meren, on se ni obremenjeval s tem, kako bo kredit najel, da bo bajto sezidal, kako ga bo pol odplačeval. On teh programov ni imel vcepljenih. Mi jih pa imamo in imamo z njimi težavo. Mnogo misli je tja usmerjenih in kamor so misli usmerjene, gre energija in tam nam energija pušča, ne. In ne dovolj puščanja energije, ker ta ptiček zadaj, recimo, on tudi sedi, ne. On se ne ukvarja zdaj, ne s kreditom, ne s temeljem, ne s kakšne barve bo fasada, ne. Ali pušča slučajno tam pri oknu neki, ne. To so vse take načrtno narejene, okupiraj človeka, pa boš ti z njim lahko manipuliral. To je bila stvar sistema, kabale in globalizma, ne. 15 minut je že za nami, zato je čas, da prižgemo tlele eno stvar, ki se ji reče takole. Zdaj pa moram, kako veš, to ni enostavno.
bom dal na začetek, ker sem na začetku začel, ne? Takole, pa ne bo tole začetek. Vsi poznamo narcizem, ne? In tale se mi zdi ful dobra. Lega, narciz, ki se je spet obrnil v vlogo žrtve. Pa ga imamo. On takoj postane v vlogi žrtve in takoj je revež. In mi moramo to prepoznavati. Takoj. In takoj lahko rečemo, ti si na drugi strani reke. Ne? Ti si sa druge strani reke, je rekla Josipa Lisac, ima glas vuda oko nas. Ne? Čudno. Ne vem, nič ne razumem. To pa jaz sem pa tako mislil, da je pa tako, nič ni smislil. Veš, ne moreš ti mobitel, recimo položnico, ne razumeti, kako se jo plača. Boš se že navadil, če ne boš pa brez telefona, ne? Ali kaj? Simple ke pasulj. Meni pa razlagajo sosed, kako ne znajo to, pa nisem vedela, da tam, pa to tudi ne razumem. Noč hudega, bolj simple, ke sem, ne morem biti, ne? Ampak čim je komplikacija v igri, vemo, da imamo opravka z izdelovalcem problemov, ne? Evo, in univerzum je že pripravil pot za vse nas, za lepši jutri kompletnega človeštva, že kdaj, ne? In zdaj v bistvu pripravlja samo še nas, oziroma tebe. Ampak to se ne dogaja 3 dni. To se dogaja od rojstva naprej, nas univerzum pripravlja, na nas je, da te stvari razumemo na tak način, da univerzum nas pripravlja in nas gradi in nas dela močne skozi lekcije. Šta ne ubije jača, in še noben ni umrl od duhovnega napredka, je pa marsikdo padel v depresijo, ker ni prepoznal, da je dogodek bil lekcija, ne pa bom rekel, uničenje, pohabljenje, če vzamemo primer unga z nogo, amputacijo noge, ne? Živimo v cirkusu, ja, in ta cirkus ni moj, niti niso opice moje, absolutno in zagotovo pa prepoznavam klovne in vem, kdo so klovni. Ja, in to je ta, spet smo pri narcisih in spet smo pri igralcih, ki igrajo igro. Ena izmed strategij pa je, naredim se neumnega. Evo, in kmalu bodo nalepke. Ko me čakam. Manipulacija je, kadar te krivijo za tvojo reakcijo na njihovo nespoštovanje. In preberi še enkrat. Ne? Manipulacija je, kadar te okrivijo za tvojo reakcijo na njihovo nespoštovanje. Torej, oni lahko ne spoštujejo, ti na to reagiraš, rečeš, halo, me ne spoštuješ, ni mene ne prostora, ne nič, to smo imeli tudi na pikniku, nekdo je čike kar po tleh otresel, veš, boli njega ne, kaj bo on spoštoval zdaj, to kočo, ali pa mene kot organizatorja, ali pa tega, ki je lastnik koče, se vse en šmoren, pač to se ne dela, ne, ali kaj. Če piše ne kadimo noter, pol ne kadimo noter, kamoli čike po tleh otresemo. Pa se to je samo en tak primer in naj se najde tak, ki je to počel, ker jaz sem pa pospravil, ne, ker jaz pa spoštujem. Ampak če bi jaz takrat reagiral, bi bil valjda jaz grd. Nisem imel časa za negativo, to vas probam tudi učiti, pozitivo gledam, vzel sem smetišnico, pospravil in je stvar zaključena. Pozabil pa nisem, oprostil pa sem, ampak imam nanišano. In v imenu čiste ljubezni in svetlobe od srca in duše ne sprejemam nič, kar je manj od tega. Okay? A veš, pa nas je en rek, ko prideš na bloke, ti dajo drek v roke, ko greš pa z blok, ti pa še drek vzamejo z rok. To je ta filozofija, nekaj malega ti damo, pa zdaj moraš biti pa ful hvaležen. Ne, kar ni najlepše, a veš, za prijatelje je dobro, le najboljše in nič drugače. Prav nič drugače ne dovolimo, zaradi tega, ker do zdaj smo se kar zadovoljili z en kup stvarmi, ki niso bile okej, a ne. To, evo, in kontra vsemu, bom še kar takole dal, lej. V nasprotju s splošnim prepričanjem je odstop, o katerem sem prej razlagal, od situacije precej V nasprotju s splošnim prepričanjem je odstop za zmagovalce in ja, odstopati moramo, vedeti moramo, kdaj odnehati, kdaj spremeniti smer, zapustiti, prepoznati in zapustiti strupeno situacijo, zahtevati od življenja kaj več, a ne, opustiti stvari, ki niso delovale in iti naprej.
In to je zelo pomembna veščina, ki jo imajo očitno vsi ljudje, ki v življenju zmagujejo. Ne? Očigledno res, ne? Očigledno res. Elita ne vodi sveta, ampak vodi iluzijo na tem svetu. Okay? Globalna elita ne vodi sveta, ampak iluzijo, torej iluzijo pa naprej gonimo ljudje, dokler smo v iluziji. Ne? Ampak iluzija je bila vedno dobro plačana z denarjem, ne? Zato, če ga nimate, boste veseli, niste del iluzije. A ne? No, mislim, kad enkrat sprejmeš stvari z drugega kota, je vse ok. Precej pomembna stvar je, da smo prijazni do vseh, kajti nespoštovanje ni stvar plemena in neprijaznost ni plemenska lastnost, torej bodimo prijazni drug do drugega v vsakem primeru, tudi do narcisa, vendar je prijaznost naša lastnost, ki jo moramo imeti, to pa ne pomeni, da ga imamo pri sebi 10.000 let in mu dajemo in mu dovolimo, da nam pije energijo, a ne? Ko ga prepoznaš, mu prijazno rečeš čau, 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 ne bova se pregovarjala, a ne, blok. To ni neprijazno. Ne? Oni so neprijazno prišli manipulirati in nespoštovanje in kaj imaš, drugo mnenje pa ne smem imeti. Lahko ga imaš, lahko na mojem zidu imam jaz svoje mnenje, ti pa imej svoje mnenje na svojem zidu. Ne? In če pa prideš sem srat, pa pravzaprav samo negirati, to pa ni drugo mnenje, to je pa samo negiranje. Ne? Jaz sem za debato vedno bil in sem za to, da se v debatah širimo, ne pa argumentiramo ali pa zapletamo do točk, kjer pa se jih da zdaj pa že kar dobro prebrati. Ne? No in to sem še hotel reči, ne, bodi prijazen do drugih ljudi, ker neprijaznost je tudi ena izmed stvari, ki je prežela ta svet. Jaz sem včeraj klical na upravno enoto, kakšno neprijaznost, pa čisto samo informacijo sem rabil. Ja, to ne gre tako. Ja, ne vem, gospa, jaz sem sprašujem za opcije, kaj za narediti. Ja, pa kdo je, mislim, tako najrej bi tako zabrusil, okay. Pa sem prijazen, ne, ker sicer pa še tiste informacije, ki sem jo dobil, ne bi dobil, no, se smo rešili pol na koncu. Evo, kdo je teoretik zarote? To je najboljša definicija, kar sem jih prebral in se strinjam s tem, kar piše. Teoretik zarote je v stvari velemojster, ker je tako kot v šahu velemojster. On predvideva en kup potez, ki so možne vnaprej. In tako teoretik zarote na vsako situacijo vžge sum in informacijo predvideva z logičnim redosledom dogajanja. S to razliko, da teoretik zarote ima en višji osjećaj, en višji občutek za svobodo, pravico, pravo in istino, se pravi resnico, in svojim delovanjem poskuša, da opozori celotno človeštvo v cilju, da človeštvo očuva. Teoretiki zarote smo zelo dobri ljudje in imamo dobre namene. In nam so probali dopovedati, oziroma širši publiki, da smo teoretiki zarote ene velike barabe. Ne, pa ni res, mi smo želeli vsem in pomagati, opozoriti pred nevarnostjo. Tako da mi smo dobri ljudje, ne, nič bat. Gre pa za naučenost, ne. Ljudstvo so pa naučili, da smo teoretiki zarote grdi, ker diskreditiramo znanost. Ja, seveda jo moramo diskreditirati, če pa laže. Halo, ne more zdaj nam razlagati, da virusi po aerosolnih oblačkih skačajo in skozi masko pa ne pridejo več. Če pa to ni res. Če na škatli za maske je napis, da ne ščiti pred virusi. Ne, a veš, kaj zdaj se gremo. Ampak dobro, vse ok. Brez dežja nič ne zraste, nauči se živeti z nevihtami v svojem življenju. To je spet prispodoba.
amputacija noge, daš, je stari, to je, ja, ni prijetno takrat, ko daš pada, ne, verjamem, da se načeloma smo raj suhi, ka mokri, čeprav tudi biti mokr v dežju je super fora, jaz sem to probal, the best, pa še bom. Ampak to je zaradi tega, ker nas življenje samo usmerja, sej najverjetneje pred amputacijo noge je bilo že en kup znakov, ampak je univerzum rekel, zdaj pa dost, ti ne skontaš, da se moraš umiriti pa vse, zdaj ti pa nogo odrezal, pa zdaj hod, če moreš, tako reče univerzum, plastično razlagam, ampak vse, kar pride k nam, so lekcije in moramo se naučiti te lekcije sprejemati in te lekcije so v bistvu nam kdaš za zemljo, ne? Se pravi vodika. In prav je, in treba jih je sprejeti, ne, pa vsak imamo svoje in zgodbe in izkušnje in svoje lekcije. Moje lekcije niso take kot tvoje in približno niso lekcije enaka, druga, govorim, vsak človek ima svoje lekcije, saj razumete, kaj zdaj, flancarem, ne. Vsak ima pravico do svojega mnenja, ja, imaš pravico do svojega mnenja, ampak nimaš pa pravice, da ti mi vsiljuješ, kakšno naj bo moje mnenje. Drži? In nismo noben dolžni polagati nobenih kart. Naše življenje je intima in osebna stvar, ne pa Pitagorov izrek, ki ga je treba dokazati in ne vem kaj. Okay? Čuvajte svojo intimo in svoje stvari. No in če hočeš razjeziti, to so meni počeli, zdaj, ko gledam nazaj, vse razumem, ne? Če želiš razjeziti poštenega človeka, mu se sam zlažeš, ne? In njega to razpizdi, ne? Ampak če pa hočeš razjeziti narcisa, mu pa resnico poveš. Njemu ni v redu, ne? Torej, resnica ali laž in smo, a veš, beli, črni, jing pa yang, vsak mu je nekaj narcisa, vsakmu narcisu je tudi upanje lučke. Tako da vse je tako, kot mora biti in ko bomo mi to dojeli, takrat bomo in doma in takrat bo človeštvo res širše lahko spoznalo namen in pomen obstoja in bivanja, ne. Dobro, nesposobni so sposobni ene stvari, predvsem pa so sposobni onesposobiti sposobne. To je njihova edina sposobnost, tako da bodite previdni, da vas ne usposobijo, bodite previdni v situacijah, kje vam je pita energija, v situacijah, kje morate spremeniti smer, kje morate odstopiti od situacije, od ljudi. In prav boste naredili, kadar boste delali po svoji lastni vesti, ko boste peljali da boste vi v naslednjem trenutku še bolj pomerjeni, še bolj srečni in še bolj v svojem doma. Držite se, uživajte, ljubljeni ste iz univerzuma, kot je ta ptica ljubljena od univerzuma, sovraštvo je samo v ljudeh doma. In ptice se bojijo predvsem zaradi ljudi, ne zaradi sovražnikov, vse so pač previdne, ampak nekje sem bral, življenje je bilo pred prihodom človeka, oziroma govorim narcizma, satanizma, je bilo, mi smo živeli v raju brez strupa, brez bolezni in brez strahu, in to velja za ljudi in za živali. Imejte se prečudovito, zabavajte se in se vidimo prav kmalu na MTK TV, v nedeljo live, pa ob sredah Zoom, pa ob sobotah tudi Zoom. Tako da uživajte. Čau, čau.